Lepo pozdravljeni. Letos obeležujemo 150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, najpomembnejšega slovenskega arhitekta, ki je v različnih dobah svojega ustvarjalnega življenja zaznamoval Dunaj, Prago in Ljubljano, ter še številni drugi kraji v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Tako njegov opus delimo na 3 obdobja, na Dunajsko, Praško ter Ljubljansko obdobje. Danes velja, da naj bi bil njegov ljubljanski opus najpomembnejši. Tako moram z veseljem omeniti, da so prizadevanja za pravilno vrednotenje življenja in dela arhitekta Jožeta Plečnika dosegla lani poletni vrh, ko so bile izbrane ljubljanske stavbe vpisane na UNESCO seznam svetovne dediščine človeštva. Kot zunanji ekspert je pri pripravi dokumentacije za vpis sodeloval tudi gospod Andrej Hravski, ki ga prav lepo pozdravljam. Arhitekt Andrej Hravski je leta 1976 diplomiral na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pri profesorju Edvardu Ravnikarju. Že med študijem je postal član uredništva AB Arhitektov Bilten in pričel objavljati strokovne članke. Pozneje je 25 let vodil arhitekturno galerijo Desa v Ljubljani in pripravil preko 200 arhitekturnih razstav doma in tujini. S pisanjem o arhitekturi in predavanji se je še bolj intenzivno ukvarjal in članke o slovenski arhitekturi objavljal tudi v mnogih tujih strokovnih revijah. Sam ali soavtori je avtor več knjig o arhitekturi Jožeta Plečnika, Maxa Fabianija, o arhitekturi Ljubljane in drugih ter številnih razstavnih katalogov. Po knjigi Simboli v Plečnikovi arhitekturi iz leta 2016 je leta 2017 izšla še knjiga Plečnikova arhitektura v Ljubljani, ki jo bo danes tudi predstavil. Spoštovani gospod Andrej Hravski, najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas prav lepo pozdravljam. Preden pa bi vam z veseljem predala besedo, moram še omeniti, da 17. februarja pripravljate predavanje Jože Plečnik, kako ga gledati, kako videti in kako razumeti, na katerega pa tudi z veseljem vabim vse naše obiskovalce in upam, da tudi že v prostore naše knjižnice. Spoštovani gospod Andrej Hravski, izvolite. Hvala lepa. Torej, kakor je bilo rečeno, imamo danes letos Plečnikovo leto, to je celo vlada Republike Slovenije proglasila in kar 150-letnica rojstva, to pomeni, Plečnik je bil rojen pred 150 leti 23. januarja in dejansko vi ste omenili eno knjigo, ki sem jaz napisal in seveda tudi, da sem sodeloval pri tej pripravi tega tako imenovanega dosjeja. Ta dosje je trajal kar 10 let in jaz bi se mogoče rad majčken ukvarjal z tem, kaj smo, ali pa poudarek bi dal na to, kaj smo mi pravzaprav pisali na ta seznam in kaj se je pravzaprav dogajalo. Kot ste vi omenili, v glavnem se deli Plečnikovo delo na 3 obdobja, to se pravi na Dunajsko. Na Dunaju, tukaj vidite, je živel od leta 1992 do 1911, torej še preden je hodil v Wagnerjevo šolo, je že tam risal. In umetnostna zgodovina, torej na splošno, pa predvsem tudi slovenska, recimo, najbolj ceni to njegovo obdobje, ko je bil pravzaprav on del avantgarde. Od teh del tam na Dunaju so najbolj slavna recimo Zaharova hiša iz leta 1905 ali pa naprimer Cerkev Svetega Duha iz leta 13. Potem se je od leta 11 je šel v Prago, kjer pa je celo, pravzaprav do Prve svetovne vojne in še celo Prvo svetovno vojno pravzaprav ni nič počel. To je bilo ravno, ni imel nekako dela, to je bilo ravno eno obdobje, jasno tudi Prve svetovne vojne, ki je bil izjemen šok, po drugi strani je bil pa Plečnik ravno takrat nekako
v najboljših, kako bi rekel, svojih letih, ustvarjalnih letih. Bil je star približno od 40 do 50 let in raven takrat recimo ni imel nobenega dela, kar mu je omogočilo, da je zelo veliko študiral v bistvu o tem, kaj je arhitektura, kakšen je njegov odnos do arhitekture in je od takrat naprej, bi lahko rekli, tudi nekako spremenil, v bistvu temeljno je spremenil svoj odnos do arhitekture. In seveda zavrnil tisti avantgardizem, ki ga je v bistvu prej bil deležen. In to tekmovanje v bistvu med tem, kdo bo prvi, tako kot pač ta umetnostna zgodovina nekako opredeljuje. No, v Pragi je seveda se ukvarjal z Hradčani, to je stari grad, ki je predeloval v rezidenco predsednika republike, to se pravi za Masarika, in ta druga zadeva je cerkev Najsvetejšega srca Jezusova na Vinogradih, to sta mogoče najbolj znani deli. In potem, ko je pa začel delati v Ljubljani je nekako istočasno kot v Pragi začel po prvi svetovni vojni, on je tudi potem postal profesor v Ljubljani, pa je seveda njegov v Ljubljani je deloval najdalj časa in tudi največ naredil, njegov opus je največji. Vendar je umetnostna zgodovina nekako ni cenila. Tukaj spodaj, vidite, sem citiral Naceta Šumija, ki je ob njegovi smrti rekel, njegova dela v Ljubljani so se nagnila v dekorativnost, da so se izpraznila, da so postala nekam gluha. Kljub temu pa seveda glede teh stališč pa nekateri ali pa večina, jaz upam, vendarle mislimo, da so njegovi najpomembnejši, torej njegova najpomembnejša dela so prav v Ljubljani. In v Ljubljani je on naredil zelo veliko stvari, toliko, da lahko rečemo danes recimo Plečnikova Ljubljana. Tukaj je samo en tak mali nek zemljevid najožjega dela Ljubljane, kjer vidite recimo tisto, kar je črno so nove stavbe, tisto, kar je rdeče so zunanje ureditve, večinoma tudi zelo zelene, tisto, kar so plave pike, so pa notranje ureditve. In ko je prišlo do odločitve, da bomo na UNESCO postavili, pravzaprav skušali prijaviti prav Plečnikovo Ljubljano, smo se seveda soočili za nekim temeljnih problemov. Če vi, kako bi rekel, priznate te kriterije, bom rekel, zahodnoevropske umetnostne zgodovine, ki zelo ceni v bistvu razvoj arhitekture, opredeljuje z razvojem slogov in znotraj slogov seveda je za njih najpomembnejši tisti, kdo je bil avantgarden, kdo je bil tisti, ki se je ta prvi ukvarjal z nekim slogom in so ga potem drugi sledili. Po teh kriterijih preprosto vi Plečnika kakorkoli obrnete in ga gledate, nekako pridete do tega, da je on vedno v neki drugi ligi. Skratka, on je bil v času, torej, ko je začel, to so bila začetek 20 let in to so bila že potem 30 leta, v času, ko je že v zahodni Evropi sta delovala recimo Corbusier ali pa mislim, da je Roje, ki sta razvijala ta funkcionalizem, je Plečnik še vedno se ukvarjal z temi, kakor se je potem rekli, z nekim klasicizmom ali pa z nekim historicizmom in tako naprej. In kakorkoli potem to pogledaš, ga ne moreš recimo vzpostaviti kot seveda nekega avantgardnega arhitekta, predvsem na stališčih ali pa iz izhodišč v bistvu zahodnoevropske umetnostne zgodovine. Zato je moral biti v bistvu pristop popolnoma drugačen. In mi smo iskali recimo, kaj je tisto, kar dejansko opredeljuje njegov odnos do Ljubljane, kaj je tisto enkratno, kaj je tisto, ki ga uvršča na prvo mesto na svetu, kjer ni nobene v bistvu usporednice z njegovim delom. In tukaj nam je bila v pomoč v bistvu neka deklaracija iz Nare, to se pravi, takrat je bil en kongres na Japonskem in oni so takrat vzpostavili recimo, da za cel svet, svet je tako raznolik, te kulture so se tako različno razvijale, da enostavno eni in isti kriteriji ne morejo biti za cel svet, da pač na Japonskem drugače gledajo, na Japonskem templje neprestano obnavljajo, oni so v bistvu originalni, ampak so skozi novi, in tako naprej. Skratka, oni so se uprli v bistvu tem, bi rekel, dotedaj prevladujočim zahodnoevropskim kriterijem umetnostne zgodovine, in se rekli, to lahko mi gledamo tudi drugače. To nam je pomagalo, da smo dejansko se ukvarjali s tem, kaj pa je pravzaprav pri Plečniku v Ljubljani tako enkratnega.
In tisto, kar je tako enkratno, je prvič v tem, da se on se ni ukvarjal, mi iz zgodovine poznamo nova mesta, ki so bila zgrajena, kot naprimer Brazilija, v Braziliji novo glavno mesto, ali pa recimo mi poznamo Le Havre, ki so ga torej v drugi svetovni vojni zbombardirali, pa so ga naredili na nov način. Ali pa naprimer poznamo Krakov ali pa Varšavo, ki je bila tudi podrta, pa so jo na star način v bistvu rekonstruirali in tako naprej. Pri Plečiku ne gre za nič od tega. On se je v glavnem ukvarjal v starem mestu, v mestu, ki je že obstajalo, to se pravi, ni gradil nekaj popolnoma novega, ampak z enimi številnimi, mogoče tudi malenkostnimi dodatki, spremembami, dodatki je v bistvu neko mesto, ki je že bilo, to se pravi, obstajalo, ki je imelo svoje kvalitete, bomo rekli, enega srednjeevropskega baročnega mesta. Vse te kvalitete je on znal v bistvu med seboj povezati in nadgraditi. In to je pa tisto, kar je popolnoma enkratno v tem primeru. In zdaj, ko mi govorimo, tukaj nenadoma ni tako zelo pomembno, ali je on uporabljal te stebričke in piramide in obeliske in tako naprej. To je bil za njega več ali manj v bistvu nek simbolni jezik, za katerega je bil on prepričan, da ga vsi poznajo. Če mi recimo cenimo arhitekturo antike ali pa Rima, tudi Egipta in kakorkoli, ga takoj prepoznamo in takoj nam nekaj pomeni, zato ker mi prepoznamo tiste simbole. In Plečnik je rekel, če bom jaz to simboliko, ta arhitekturni jezik, bomo rekli, uporabljal še naprej, sem siguren, da me bodo tudi čez 100 let ali pa 200 let razumeli. In ni nobene potrebe, da bi zaradi nekih novih časov izumljali neke nove, v bistvu slogovne prvine, kot je recimo funkcionizem z ravno streho, pasovno okno in tako naprej, ki jih pravzaprav ni v zavesti torej preprostih ljudi. Njemu ni šlo to, da bi bil všečen v bistvu umetnosti, zgodovini ali kritikom, strokovnim kritikom, ampak da bi nekako nagovoril vsakdanje ljudi, ki to uporabljajo. In zdaj, če to tako gledamo, da se dejansko osredotočimo na to, da je on popravljal, ali kako bi rekel, ali pa nadgrajeval, torej se tisto svojo sicer značilno, bom rekel, arhitekturnim jezikom, tako da ko vi pridete v Ljubljano, tudi če niste nikoli poučeni točno, kaj je on naredil, vi lahko že preberete, ker ste 2 dni v Ljubljani, recimo tujci lahko že preberejo po samem arhitekturnem jeziku, to pa je Plečnik naredil, to pa ni Plečnik naredil in tako naprej. In zdaj, ko je bilo treba narediti to prijavo, seveda ni bilo mogoče dati vsega Plečnika. Torej, te prijave, zdaj bom tukaj pokazal, kako je to naslovnica, to se pravi, to je tudi uradni naziv, to se pravi Ljubljana, brezčasna človeška prestolnica, ki jo je zgradil Jože Plečnik. To je bil pač uradni naslov, torej v tej prijavi je pravzaprav to je eno zelo veliko delo, kjer je treba imeti noter vse vsebine, ki so pač potrebne. Tisti del, ki smo se mi ukvarjali z Plečnikom, je pravzaprav še najmanjši, ker je treba imeti tudi vse konzervatorske načrte, vse upravljalske načrte, vse izpiske iz zemljiških knjig. Vi morate imeti noter soglasja vseh lastnikov, kako bojo oni to v bistvu se pokorili v bistvu tem pravilom in tako naprej. Tako da tudi že samo zaradi tega ni bilo mogoče v bistvu dati vse noter, ker se preprosto zelo zaplete. Poleg tega smo si želeli dati tudi štadion noter, a vendar se enostavno nismo upali, zato ker če bi se enostavno ne bi bili sprejeti, ne bi prišli na ta seznam, če bi ponudili nekaj, en objekt, za katerega se še vedno nimamo z nobenih zagotovil, da bo on dejansko ohranjen in konzerviran in tako naprej obravnavan, kot je treba, tako kot so današnji načrti pomeni v bistvu to uničenje samega objekta in tacga pa seveda ne moreš prijaviti. No, če gremo bolj natančno, tukaj le vidimo, kateri so bili v bistvu te zares upisani sklopi in sicer šlo je za v bistvu 6, bi rekel, sklopov. Prvi sklop je Zelena promenada,
od Trnovskega mosta po Vegovi vse do Parka Zvezde. Na tej promenadi so potem recimo pod, bi rekel, zvrsti najprej jasno Trnovski most, Vegova cesta, Narodna univerzitetna knjižnica, Kongresni trg in Park Zvezda. In drugi sklop je Rimski zid, tretji sklop je promenada ob reki, kjer pa so seveda mostovi, od Trnovski pristan, Čevljarski most, Mostove Tržnice in Zapornica. In potem imamo še, bom rekel, bolj sakralne objekte, cerkev svetega Mihaela na Barju, cerkev svetega Frančiškega Asiškega v Šiški in Žale kot vrt vseh svetih. Torej, to je tisto, kar se je upisalo, kar se je pripravilo za ta opis in to je bilo tudi potrjeno. Zdaj lahko bo nekdo rekel, zdaj pa manjka, ne vem, Vzajemna zavarovalnica, Ustavno sodišče, Plečnikova hiša, Križanka in tako naprej, Zoisova cesta, Gradaščica. Ampak šlo je za to, da mi določene, bom rekel, najboljše elemente vzamem in te zaščitimo. Ker poleg tega je, ko ste te zaščitili, seveda ste posredno v bistvu zaščitili tudi vse druge. Poleg tega še posebej, ker je bilo potrebno posod razmeti tudi vplivno območje, to se pravi, to je tisto območje, v katerem je treba vse skrbeti, da je tudi okolje, v katero so objekti, ki so na tem seznamu, seveda to morajo biti postavljeni v tako okolje, ki v bistvu ne ruši v bistvu tistih odnosov v prostoru, v katerem so nastali. No in zdaj mi dovolite, da se malo sprehodimo v bistvu po teh bolj konkretno. To se pravi, to je tista zelena promenada od Trnovskega mosta, vse do Parka Zvezde, tukaj bomo tole videli, spodaj je Trnovski most, gor je Kongresni trg s Parkom Zvezda. To je ena taka os, kjer bi lahko v šalico rekli, iz Kongresnega trga je on razvijal eno tako mestno os, seveda proti Trnovskemu mostu in seveda proti svoji lastni hiši, ki je za seveda Trnovsko cerkvijo. Torej, ta stvar je nekoliko bolj celo zapletena. Tukaj se bomo zdaj videli, kako je on pravzaprav se ukvarjal z temi aksami. To se pravi, tukaj je on predvidel tudi, kar ni bilo zgrajeno, torej Južni trg, in potem središče Južnega trga se seka z središčem Kongresnega trga. Tukaj je ta hišica, vremenska hišica, od katere gre os direktno na Napoleonov spomenik. Od Napoleonovega spomenika tukaj so dve osi nove, se nastavijo z stebri v teh oknih v knjižnici, ki prenesejo to os potem do trafike, te okrogle trafike, ki tam stoji, in potem od tam gre potem naprej skozi sredino, skozi ta park, ki je zraven Križank, in potem naprej do Trnovskega mostu. Skratka, to so eni taki, torej to so take igre v bistvu teh torej simetral in tako naprej, kaj kje v kakšni liniji stoji. Pri Plečniku je seveda zmeri, bomo rekli, on se ni nikoli ukvarjal z stvarmi na nek lahek način, vsako stvar je premislil ponovno in absolutno se ni želel, da bi njegovi objekti izgledali taki, kot so sicer običajni, ampak je zmeri se mislil nekaj novega. Tukaj vsi bomo najprej pogledali, kako je v bistvu ta ko še ni bilo Trnovskega mostu, ta cerkev Trnovska je izgubila v potresu ljubljanskega zvonika in potem so bili taki neogotski narejeni, ki jih je, moramo priznati, Plečnik sovražil. Tukaj se sicer ne vidi, zdaj to je še vedno obrežje, stari most je bil tukaj, je bil lesen in je bil tako razmajan, da je potem enkrat celo ena uprega padla v vodo in potem je bilo jasno, da bodo morali nekaj narediti. In zdaj Plečnik je seveda se naredil tak most, da za njega simbolno, v bistvu povezovanje med Trnovim in Krakovim, in zato imate tukaj tudi dva napisa, to se pravi tukaj Krakovo, napišem tukaj pa Trnovo, skratka most, ki združuje v bistvu dva dela tega dela Ljubljane. In na mostu imamo tudi piramide,
Kot vidite, jih je na vogalih so 4 piramide in potem je še v sredi ena višja. Te piramide so nekako v povezavi z določenimi piramidami, ki so na robu križank in potem Una Zoisova piramida in tako naprej. Potem on si je tako v bistvu, kako bi rekel, prisvajal Ljubljano, da je lahko z takimi elementi, ki so se med seboj povezovali, torej povezoval določene dele Ljubljane ali pa določene elemente med seboj. In tlele je seveda tisto, kar je najbolj značilno pri Trnovskem mostu, da to seveda ni običajni most, kot sem rekel, pri Plečniku ni nič običajnega. Ta most je, mislim, da 16 metrov širok ali pa 18, da se ne spomnim natančno, in na njemu so tudi drevesa. Torej, to je edini most, ki se ga jaz spomnim, da ima drevesa. Skratka, gre za to, da v resnici je bil to za njega trg pred cerkvijo. Cerkev, ki pač ima to vlogo, cerkev je v hierarhiji, urbanistični hierarhiji mestnega prostora vedno pomembna in pred njo vedno mora biti nek trg, ne, ali pa park. Ne. In tukaj v tem primeru je pač naredil tak širok most in dal ta drevesa, ki se sicer morajo vsake tok časa zamenjati, ker prav velika ne morejo zrasti. Potem pa imamo na sredi mosta, na eni strani je pa Janez Krsnik, to je en kip iz Nikola Pirnata, ki ga je pač, to je zavetnik v bistvu Trnovske cerkve, ki je tam simbolično narejen, postavljen. No in zdaj, če gremo naprej v Vegovo ulico, si bomo spet pogledali, kakšna je pravzaprav Vegova ulica bila nekoč. Ne. Torej, tukaj je bil jarek, Ljubljanica je bila speljana pač torej do nekdanjega do sedanje Vegove ulice in tukaj je bil obrambni jarek in je bil seveda tudi, je bilo tudi obzidje, mestno obzidje. Edino, kar je od tega mestnega obzidja ostalo, je še tale forma, ki je potem bila uporabljena za hišo, ki je to je pač polkrožni stolp. Drugo se nekako ni ohranilo. In zdaj se spet povrnemo k temu, bom rekel, relativno zapletenemu sistemu osi, ne, ki jih je Plečnik, zdaj smo že rekli, je imel to os iz roba parka Zvezda, kjer je ta vremenska hišica, na Napoleonov spomenik, potem sta 2 stebra v oknih Nuka, kjer, če jih potegnemo, pridemo do kioska, iz kioska potem gre skozi sredino tega parka, v bistvu naprej proti Trnovom. To bomo zdaj videli mogoče malo bolj tako, kako to je. Ne? To so te stebri v knjižnici in potem trafika in to se povezuje in iz trafike se v bistvu os prestavi in gre proti Trnovom. Kako to zgleda, je tako, da tukaj vidite to trafiko, ki danes ni, ne trafiko, vremensko hišico, se opravičujem, ki ni pač do konca bila obnovljena in kako ona stoji v bistvu natančno v osi Vegove ulice proti Napoleonovemu spomeniku. Tukaj je že nekoč stala ena vremenska hišica, ne, in to se morate vedeti, da v starih časih, ne danes, ne, imamo vse te tehnologije, so ljudje dejansko edini na vremenski hišici lahko ugotavljali, kakšno je vreme in je bila taka navada, da so ljudje vsak dan hodili in si zapisovali, kakšen je tlak in kakšna je temperatura, kakšna je vlaga in tako naprej. To je bil nek ritual, v bistvu, ki je v starih časih obstajal, zato so bile te vremenske hišice zelo popularne. No, tukaj je recimo en tak splošni pogled na tole Vegovo. Tukaj, kjer je bila glasbena matica, so seveda tele kipi glasbenikov. Tisto, kar je zanimivo, pa nimam prav dobre slike, ampak si lahko predstavljate, je, da Vegova ulica je v samem središču starega mesta, ampak ko vi greste po njej, je toliko dreves, da imate občutek, v bistvu, da ste ne vem kje. Nimate občutka, da ste v sredini mesta. Poleg tega, tukaj se mogoče malo vidi, da je on vedno uporabljal dvoje dreves, to se pravi, tudi so bili te gabri, ki so bili vedno torej obstriženi, kot eni topijari na okroglo. In te so v bistvu zaznamovali cesto, medtem ko ta ostalo drevje je bilo pa kot ozadje. To se pravi, vi ste imeli v urbanističnem smislu
drevje, ki je označevalo cesto in drevje, ki je označevalo ozadje ali pa prikrivalo ozadje, kakor želimo. Pred samim vnukom so seveda pisatelji in literati in tukaj je tudi, to bomo kasneje videli, Plečnik naredil, kjer tukaj je bil na tem mestu, je bil nekoč, so bili ostanki rimskega zidu, ki jih je pa potem Plečnik tudi z zelo velikim nasprotovanjem določenih meščanov potem odstranil in naredil tak predvignen park. Torej, ena prvih zadev, ki jih je v Egovi Plečnik naredil, je ta ilirski spomenik, uradno mi kar rečemo Napoleonov spomenik. On ima, zanimivo je to, da to je iz hvarskega marmorja narejen in te bloki so 1 meter krat 1 meter narejeni. To je bilo v spomin v bistvu na Napoleona, ki je metrski sistem uvedel. In zdaj na eni strani imamo tudi ta portret Napoleona, na drugi strani pa portret, kot je Plečnik rekel, nedolžne slovenske deklice, prvo napisal, da mora izgledati nedolžno. Če pogledamo na vrh, vidimo, da je on v bistvu nekako redizajniral slovenski grb, to je ta polmesec, ki naj bi bila v bistvu argonautska ladja z 3 zvezdami, to so 3 sonca celjskih grofov, kjer so bili pač tako pomembni, da nikoli ni sonce zašlo v njihovi deželi. Ampak tisto, kar je zanimivo, je to, da je ta nepravilnost, ki je tamle, jo vidimo, torej, ko so delavci to zlagali, jim je en kamen padel in se je vogal malo poškodoval in so umeli rekel, zdaj bomo pa to popravili. In Plečnik je rekel, ne, to ni več perfektno, to moramo to neperfektnost, to nepravilnost v bistvu moramo mi pokazati. In zato je to dal noter, tako da tam, ker nam ni ratali, to ne bomo zdaj skrivali. To je, kako bi rekel, en princip resnice v arhitekturi. To je v bistvu tisto, kar mogoče ni bilo dovolj poudarjeno, pri Plečniku je šlo vedno za etiko v arhitekturi. Kako, ne v tem smislu, da sem kar etičen, ampak kako se, naprimer, en material uporablja, da je prav. To se pravi, kamen je težek, to se pravi, treba ga je tako uporabljati, da se ve, da je težek in tako naprej. In tombak je, spet drugačen. Vsak material je treba uporabljati tako, da izrazaš v bistvu tiste njegove osnovne značilnosti, ki jih pač ima. In torej v tem, bom rekel, okrožju je tudi Gregorčičev spomenik. To v bistvu ni upisano kot posebna enota na tem UNESCO seznamu, ampak to, kot sem rekel, spada v vplivno območje. To so tisti mali v bistvu dodatki, ki so v bistvu tudi avtomatično že skozi to zaščiteni. Gregorčičev spomenik je treba vedeti, to je bila ena velika tragedija, ko je Slovenija po prvi svetovni vojni izgubila Primorsko in Gregorčič je bil ta, bom rekel, pesnik Primorske. In je bilo veliko sentimentalnosti okrog tega in vendar je pa treba vedeti, da ta spomenik ni vedno tako zgledal. In ko je bil on postavljen, je Plečnik naredil leseno pergolo na vrh, to se pravi pergolo kot na Primorskem in je tudi zasadil trto zadaj, to se pravi kot stvar Primorske. Potem je pa z leti, to je bilo leta 1937 narejeno, in med vojno in po vojni je ta lesena pergola preprosto propadla in je potem Plečnik to zamenjal z tem, s takim kot je danes, ki je pač umetni kamen, ki je pač dodal. No in potem imamo seveda Narodno univerzitetno knjižnico. Tukaj spet pokažem slike, kako je bilo prej. Treba je vedeti, da tukaj je bil tako imenovani Knežji dvorec, ki je bil v potresu 1895 leta zelo poškodovan. Mislim, da so ga že leta 1996 nekaj podobnega podrli. In novi NUK so šele 1939 leta začeli graditi. To se pravi, da je bilo 40 let, v bistvu tukaj ni bilo nič. In tukaj je tisto, kar sem prej rekel, stari rimski zid. Na vrh je dal Plečnik te kocke, ki jih vidite, posadil je drevesa in dal je že klopce tam zadaj. Skratka, je že naredil eno tako mogoče malo prozdigen parkec.
zadeva je z druge strani, ne, s podgledom proti Vegovi ulici, je izgledalo pa tako, bil je čisto enostavno travnik, 40 let je bil travnik. Ne. Gre za to, da je simbolično, Plečnik tega ni dojemal kot neko univerzitetno knjižnico ali pa narodno knjižnico, zdaj ne bi se v to zapletali, zakaj je to združeno, ampak šlo je zato, da je on to razumel kot en tempelj modrosti. Tempelj modrosti pomeni seveda tempelj zaradi tega, ker noter je vso znanje, ne, v narodni knjižnici, je vse, kar je napisano v slovenskem jeziku, to se pravi vso znanje, ki ga Slovenci imamo, je tukaj noter spravljeno. In ko greš po to znanje, ne, to ni nekaj, ko greš na velika vrata, to je neka intimna odločitev, zato tudi je glavni vhod ni nekako iz enega glavne ulice ali tako, ampak je iz ene ožje ulice in tudi glavni vhod ni tako zelo, bom rekel, izpostavljen. Zato, ker, kot sem rekel, to je intimna odločitev, simbolična odločitev, da ti greš v bistvu na trnovo pot, v bistvu pridobivanje tega znanja. In tisto, kar je zanimivo, je, da je on seveda spet simbolično na tej fasadi, ki je nekako mešana, ne, za opeko in za kamnom, vgradil, kot vidimo, tudi različne kamne, torej nikoli ni povedal, kjeri so od kje in tako naprej, ampak ve pa se, da je naj bi vgradil nekaj kamnov iz rimske dobe, ki so jih najdli, ko so kopali za temelje, in seveda nekaj kamnov, ki so bili od stare knežje palače, knežjega dvorca, ki je bil baročni. Sam koncept v bistvu knjižnice, kot vidimo, je tako, da je gre v bistvu vhod in potem imamo to stopnišče, ki se dvignemo, pridemo v to stebrišče in iz tega gremo v knjižnico, ki pa je prečno postavljena in na koncu so seveda še ta okna, kar bomo zdaj videli, da je nekako v eni simboliki to zelo pomembno. Skratka, rekel sem, sam vhod ni zelo markanten, je pa zanimivo, da je na vhodu so pa te dve kljuke, ki so zdaj celo nižje, kot so bile v originalu, torej prvotno so bile še višje, to se pravi, da ti se počutiš, kako bi rekel, majhnega, ko prihajaš, ne, in ti boš zdaj to kljuko prijel, v obliki konja, ta konj je Pegas, ne, to je simbolično nek konj, ki je hotel prijeti v nebesa in tako naprej, torej, ali pa mi tudi v slovenščini vedno rečemo, prišel je na konja, to se pa ti si se hotel vzdigniti nad druge, v bistvu, in konj je eden izmed teh simbolov. Skratka, ko si ti se odločil, da boš šel v knjižnico in si boš pridobil to znanje, si v bistvu boš postal bolj žlahten, kot so drugi. Seveda ta pot do znanja je pa trnova, tukaj vidimo to enoramno stopnišče, kjer od začetka je temno in potem greš ti, to se vidi tam na levi, na prerezu, kako greš proti svetlobi, ne, in dejansko je gor luč, ker je to obrnjeno potem na jug. In ti se nekako, torej, to je taka simbolična, v bistvu predpriprava na to, da greš ti potem v to samo čitalnico. In potem, ko prideš na vrh, imaš to izjemno mogočno sebroje. To je že, bom rekel, iz starih časov, vsaj iz baroka, je se že vleče v bistvu ta simbolika, da znanje ni vse. Ne? To se pravi, znanje je zelo, lahko je znanje tudi zlorabiti. Ne? In je vedno simbolika te moči. Ti moraš imeti eno veliko etično moč ali pa svojo moč v samo sebi, da znanje ne moš zlorabiti. In takrat, ko ti se za to odločiš, da znanje ne boš zlorabil, nekako preideš na en višji nivo, to se pravi na modrost. In zato je tudi Plečnik velikrat govoril, ne, o Ljubljana so slovenske Atene, grad Akropole in tako naprej. Atene, ne, boginja Atena je bila boginja modrosti, ni bila boginja znanja. Ne. Skratka, pri njemu je bilo vedno to znanje, ni vse, treba imeti to modrost. In s tem naj bi seveda simbolično to moč, v bistvu tvoje volje, da ne boš tega znanja zlorabil, se kaže tudi v tem stopnišču. In zanimivo je pa, ko pa noter stopaš, ne, je pa se ta karakter popolnoma spremenil. Prej te je hotel arhitekt nekoliko ustrahovati, ne, kako
si ponižen, pa dolga pot je proti svetlobi in tako naprej, potem, ko pa priješ noter, pa hoče narediti en ambient, kjer boš ti zelo zlahka v bistvu se skoncentriral in dejansko to znanje pridobival. Noter so pač tudi neki zelo preprosti detajli, kot vidite, teli fittingi, to so fittingi za plinsko napeljavo, iz katerih je on te cevi povezal in tako naprej ne bi, potem bi se lahko še zelo veliko pogovarjali. Skratka, notranjost je nek delovni prostor, kjer se ljudje lahko skoncentrirajo. Na drugi strani vhoda v samo čitalnico pa je tale zadeva, ki je tudi seveda zelo polna neke simbolike, to se pravi, to so vrata v tisto razstavljeni prostor, kjer pravzaprav nič ni, kako bi rekel, ampak so izjemno bogato napravljena, torej po Semperjevih teorijah zamenjave materialov in se tukaj vidi, da je to v bistvu ne bi bila tkanina, ki je potem spremenjena v kamen. To je nek omaž arhitektu Andreju Poci. Andreja Poca je naredil stolno cerkev v Ljubljani. On je začel kot vestier. Vestieri, to so bili tisti, ki so pred kralji in cesarji ali pa tudi škofi potovali in so delali okrasje, da so okrasili stavbe, ko je pač tak velik dostojanstvenik prišel, in to so v glavnem delali z tkaninami. No, in pri tem je tudi seveda kot tipično za Plečnika ta vrata so izjemno bogata, to se pravi tudi kljuke na vratih so unikatne in potem ima intarzije in potem v te intarzije na zgornjem koncu daje tudi kamen noter. Skratka, tisto, kar je tukaj mogoče zanimivo, je ta razlika med preden pridete v čitalnico in potem, ko ste noter v čitalnico, ta različna ambienta. No in potem pridemo do kongresnega trga. Kongresni trg je nekoč do seveda kongresa, je bil tam predvsem na tistem delu, ki je danes park, je bil ta kapucinski samostan, ki tukaj piše na sliki, da so ga podrli 1817 leta za to. Edino, kar danes še spominja na ta samostan, je ta vodnjak, ki je v zvezdi noter, ki naj bi bil, bomo rekli, na mestu nekdanjega vodnjaka. No in kasneje po kongresu so seveda naredili nek park, ki je bil seveda bistveno drugačni, kot je danes, in ta kongresni trg, ki pa seveda tudi ni bil urejen. In zdaj ta prvo zadevo, ki se je Plečnik začel lotevati leta 1928, je recimo ta kongresni trg. Kot vidite, tukaj gre za nekaj zelo zanimivega. Namreč, da je tukaj je Nunska cerkev, ki ima svojo središčno os, ki je pač vhod. In na tej strani imate pa filharmonijo, ki ima tudi svoj os. In če te dve povežete, sta popolnoma v eni liniji. Vendar pa, ko pa je Plečnik razdelil te kvadratke, pa vam na to se pa to zgodi, da je na eni strani so 3 te kvadratke, na drugi strani so pa 4 kvadratke. To se pravi, da ta povezava ni v sredini trga. In zato je on zaradi tega uvedel trg z dvemi v bistvu sredinami. Ena sredina povezuje obe fasadi, ta druga je pa dejansko ta sredina trga, če ga takole gledamo. In zdaj, eno os je poudaril z Marijnim znamenjem, ta drugo os pa z kandelabri, to bomo zdaj videli. Tukaj se vidi, kako je luči, označuje v bistvu sredino trga, medtem ko ta črta, na kateri mi stojimo, pa gre iz enega vhoda v drug vhod. To je spet ena taka, rekel, en tak princip Plečnikov, da on se mora zmeri, on to vidi, to označi in nas na to opozarja. In potem se je seveda tudi spravil na regulacijo parka Zvezda. Tukaj se vidi en načrt, kako je spodaj, se malo vidi, kako je bilo prej, in potem to, kako je on v bistvu naredil samo zravnal te linije. On je naredil ta srednji prostor in potem je te vogale povezal. Tukaj je šlo seveda za en širši kontekst urbanistični, in sicer tukaj je Gerberjevo stopnišče, tukaj stolba, skratka, kako bi on povezal mesto z reko. Tukaj vidimo eno tako staro sliko, kako naj to bo.
To je spet stara slika, kako je včasih park bil. Park je bil zaprt, to se pravi, da je bil zvečer, so ga zaklenili, naprej. In tisto, kar mi danes niti ne vemo več, je, da je Plečnik hotel, da bi bil spomenik kralju Aleksandru tam v tisti lopi in zadnji si je on torej prizadeval, da bi zgradili Južni trg. Tega nikoli ni bilo, in tudi spomenik kralju je bil drugačen. To je, kako si je on zamislil to lopo z kraljevim spomenikom in potem, kako je pa to bilo zares narejeno. To je bilo odprto leta 40, je bil ta spomenik narejen, Dolinar ga je naredil in seveda Italijani, niti eno leto ni stal, so ga Italijani že, to se pravi, porabili, to se pravi, odstranili in porabili. Danes je v tem parku najbolj mogoče značilen ta, kot sem rekel, vodnjak, ki je na mestu, kjer je bil vodnjak v čas od samostana. In smo že pri Rimskem zidu. Glejte, Rimski zid je bil včasih takšen, torej ljudje mislijo, da je Plečnik bil tisti, ki je nadzidal ta Rimski zid. Rimski zid je bil v ruševinah, okoli so bili stari kamni in je potem Friedrich Schmidt že pred Prvo svetovno vojno v bistvu Rimski zid obnovil in je tiste stare kamne, ki so okoli ležali, v bistvu naložil na mesto in označil z malimi kamenčki, do kje je bil zid originalni in kje je bil dodan in tudi seveda na vrh zidu je, takrat se je vedno dal travo, da se, torej trava na vrh pomeni, da je to arheologija. Plečnik je dobil to nalogo, šlo je namreč za to, da je Rimski zid bil popolnoma zaprt, ni imel nobenega preboja in je bila ta južni del Ljubljane ni bil dobro povezan v bistvu s severnim delom in tisti lastniki parcel in hiš na južnem delu so se zmeraj pritoževali, da ni tega in prehodov in Plečnik je potem dejansko naredil tri preboje in to v glavnem na mesto nekdanjih vhodov v Rimsko limono. V enem je pa naredil lapidari, vendar tisto, kar danes ne moramo več doživeti, je to, da prvotno, kolikor je pač tudi Friedrich Schmidt naredil, da je bilo na vrh je bila trava. Trava nekako ni uspevala, oni so ene 4 leta zaporedoma obnavljali, potem so pa obupali, to se pa, da danes ni več tega in je pač piramida taka. Tisto, kar je grozljivo za nekatere arheologe, pri nas je, da Plečnika ni zanimalo v bistvu prikazati arheologijo Emone, ampak je na primer uporabil tudi piramido. Piramide v Emoni nikoli ni bilo. Skratka, Plečniku ni šlo za to, da bomo pokazali to, kako je Emona dejansko bila, ampak on je hotel imeti en tak simbolični antični vrt, z elementi antike. In potem je on seveda izhajal iz Piranezija, Gian Battista Piranezija, to je bil v baročni dobi, to je bil arhitekt in risar, ki je v bistvu se začel risati v Rimu najprej to arheologijo, te ostaline in jih je potem objavljal v nekih knjigah in je v nekem smislu on bil tisti, ki je po eni strani torej slavil torej arheologijo kot tako, da je to nekaj lepega, da to ni nekaj, ker so kar neki ostanki in tako naprej. In po drugi strani se seveda tudi zavzemal za to, da ni samo v času Rima so mislili, da je grška arhitektura boljša kot rimska. In on je pa seveda govoril, ne, tudi rimska arhitektura je dovolj dobra. No, in Plečnik je skratka za tem Rimskim zidom si želel v bistvu narediti eno tako, kako bi rekel, en park, tak simbolni park z antičnimi ostanki. Tukaj noter je tudi te sarkofage naredil, to so ravno, ko so začeli delati ta park, so v sosednji ulici najdeli te sarkofage in je bil on prepričal, da ne jih ne dajo v muzej, ker jih ne bo noben videl, ampak je bolj, da jih dajo v park. In tukaj je tudi lapidarij, kjer je pa pač druge ostanke še noter dal. No, ta druga zadeva je pa promenada
na Obrežju in mostovi na Ljubljanci, tukaj nekako vidimo, to gre od Trnovskega pristana do Čevljarskega mostu, Tromosta, Tržnice in Zapornice. Tukaj je treba vedeti eno stvar, da je to po mojem mnenju ta pristop v bistvu Plečnika do Ljubljance je en izjemno urbanistično pomembnih zadev, kajti številna evropska mesta so nastala ob rekah iz nekih razlogov. Eni zaradi tega, ker je bil tam lahko most, eni zato, ker je bila vodna energija, pa so bili mlini, eni so bili zaradi tega, ker je bil transport. Ljubljana je nekako nastala v bistvu iz večjih razlogov, ampak tukaj vidimo eno staro sliko, kjer je ta transport na Ljubljanici še vedno bil. Ljubljana je bila ena točka, kjer je transport, ki je prišel po Savi, so morali potem dati na druge čovne, zato ker so šli čez barje. Skratka, ni bila ista tehnologija, ni bila možna po reki in se je zaradi tega razvilo. In kakor je bilo, recimo, v vseh teh mestih evropskih, ki so v bistvu živela zaradi reke, je potem v 19. stoletju ali pač s časoma nenadoma ta transport je šel na vlak in tako naprej, industrija je bila drugačna, mostovi so bili lahko daljši in tako naprej in nobeno mesto pravzaprav tega mesta, te reke ni več rabilo in so se mesta v bistvu obrnila stran od reke. In za njih je bila reka nekaj umazanga, tam so metali smeti in edino, kar so od reke lahko pričakovali, so bile recimo poplave, tudi v Ljubljani. Skratka, reka ni bila nekaj, kar bi bili ljudje zelo ponosni. In tudi v stari Ljubljani, če gledate, je veliko teh hiš, ki imajo zadnje fasade proti reki, medtem ko so tiste ceste, na katere se pa notrne stran od bregov. In Plečnik je bil tisti, ki je nenadoma rekel, ne, sej reka Ljubljanica je ena največjih kvalitet, v bistvu, kar ga imamo in to je in on ga je reko Ljubljanco je on vzpostavil kot en vodilnih urbanističnih motivov Ljubljane. In če greste danes po Ljubljani, vidite, da se vse o Ljubljanici dogaja. Seveda tudi zaradi tega, ker je mesto še potem nadaljevalo te njegove ideje. No in začnemo pri Trnovskem pristanu. Trnovski pristan je takle, kot je bil nekoč. Tukaj še vidite to, torej, kaj to, trafo postajo, in tukaj pride Gradaščica noter. In v bistvu ni bilo nič, dejansko je tukaj na tem delu so izpod Peškega kamnoloma kamne vozili na splavih in so tukaj jih razlagali. To je pač bilo tako. Danes je seveda to drugačno. Plečnik je tukaj naredilo izjemno, skoraj bi rekel, kot eno tako areno, ko ljudje sedijo na teh stopnicah in gledajo v bistvu to reko in te stopnice se nekako ob reki zelo lepo sledijo reki in tudi poudarjajo v bistvu to je nekaj zelo elegantnega. In pridemo potem do Čevljarskega mosta. Tudi pri Čevljarskem mostu je treba vedeti, kaj je nekoč bilo. Bil je stari Hradetski most iz leta 867. Hradetski je bil en od županov Ljubljane in to je bil en litoželezni most, ki je bil za tiste čase zelo napreden, zaradi tega, ker litoželezni mostovi so sicer bliže 100 let prej iz Anglije, so bili izjemno težki. Medtem ko ta je pa bil narejen na eni popolnoma novi konstrukciji, da so bili litoželezni deli tako skupaj se šraufani, da so bili noter votli in zaradi tega so porabili bistveno manj železa in je bil zelo napreden. Že na tej sliki vidite, kako se je on nekako podiral in je bil že podprt z lesom in so ga skušali pač, hoteli so ga odstraniti in potem, ko je Plečnik prišel, je rekel, ne, to je neka industrijska dediščina, to je treba ohraniti in je potem so ta most po Plečnikovih zamisli predstavili in je bil tam pri Anatomskem inštitutu se imenoval Mrtvaški most, kasneje ga imamo pa zdaj spet nazaj, je ponovno Hradetski most na Prulah. Zdaj, tale, no, to je ta Čevljarski most, tudi Čevljarski most ni nekaj običajnega, spet ni nek običajni most, to je most, recimo, kjer je v bistvu trg na vodi, kakor je profesor Ravnikar je rekel, tukaj je, to je neka dnevna soba, na kateri se srečuje v bistvu en del Ljubljane in drugi del Ljubljane. Tukaj celo vidite, da se neki telovadijo, on se dejansko uporablja na način, da se
kot en trg. Ne. In tukaj vidite, da je nekaj zanimivega, da je ta nosilec, ki je bil pravzaprav najprej narejen, preden so in se je Plečnik cel most zmislil, najprej so morali nosilec narediti, zato ker takrat so poglabljali Ljubljanco in so izpraznili strugo in je potem on naredil mičken širšega, tako da je potem na vsaki strani postavil na ta podaljšek v bistvu nosilca dve luči, to sta dva stebra, ki nosite luč, medtem ko gor so pa stebri, ki opredeljujejo prostor. In seveda jasno, da so eni so ionski, luči so ionski, drugi so korinski. Da si predstavljate, kako je to izgledalo, ko so oni poglabljali Ljubljanico, je bilo tako, da zadaj vidite en jez, dokjer je bila voda in potem poglabljali so jo tako, da so šli iz severa proti jugu, proti špici in so potem ta jez vedno premikali in postopno v bistvu to urejali in kot vidite so imeli tudi vagončke in vlakce in naprej, da so lahko to delali. Torej, ob sami tej Ljubljanici je tudi še par, bom rekel, takih malih intervencij. Eno je Slovenska filharmonija, to je prizidano bilo leta 1937, zadnja fasada. Plečnik je hotel, da ne bi, kakor je na tej levi hiši se vidi, ko je zadnja fasada proti reki obrnjena, da je hotel seveda, da bi tudi filharmonija ne bi hrbta kazala v bistvu reki, ampak da bi bila malo bolj urejena fasada, je valovita po eni strani kot baročna Ljubljana, po drugi strani seveda kot valovi od reke in tudi tukaj so te vaze na fasadi, to so vaze za vodo, ne spet zaradi reke. Ampak tukaj gre še za eno zadevo, če vi tukaj pogledate ali pa iz gradu, boste videli, da je ta število teh vertikal se ujema za število vertikal na tej cerkvi in zdaj se to zelo slabo vidi, ker je zaraščen na gradu, ampak včasih si iz grada z določenih točk videl, da si v perspektivi videl to fasado spredaj in to zadaj in so se potem poklapale. No, potem je seveda ta gledališka stolba, to je vse kako mesto, to se pravi od glavne ulice, današnje slovenske, kako v bistvu pritegniti ljudi, da pridejo lahko do same Ljubljanice, na drugi strani tega, kako bi rekel, križa, od Parka Zvezde je Gerberovo stopnišče. Gerberovo stopnišče je tudi narejeno tako, da je malo perspektivno narejeno, da zgleda, da je malo večje in ima še eno tako stvar, da je, ko greste vi po bregu, vidite v bistvu že oddaleč to svetilko, ki je iz gradbene linije, zato da vi vidite, kje to je. No, potem pridemo do Tromostovja. Tromostov je, takšno je bilo Tromostovje predtem, to je bil Francov most iz leta 1642, to je bil odprl in ominoval se je po očetu Franca Jožefa in ta ga je tudi odprl, to je bil kamniti most. In potem, ko so predelovali Ljubljanico, poglabljali Ljubljanico, začeli so jo deloma že pred prvo vojno, potem je to zastalo in potem po vojni so hoteli ta most podreti, Plečnik se je pa temu uprl. In tukaj vidimo na diplomski nalogi njegovega prvega diplomanta Tomažiča iz leta 1925 je že v bistvu Tromostovje narisano, to se pravi, dosti prej preden je do tega prišlo. Seveda, prepričljivo je bilo na koncu to, da si to stari most pustil, je bilo vsekakor to, da je bilo to cenejša rešitev, kot če bi ga podaril. Poleg tega bi tudi bilo promet zaprt, promet je lahko potekal, to so gradili, ni bilo nobenih težav. In pri Plečniku je pa bilo že spet tako, da je on rekel, pri starem mostu, oni so rekli, saj nima nobene posebne, bom rekel, umetniške vrednosti, ampak on je rekel, ne, saj ne gre za to, za umetniško vrednost. Gre za spoštovanje truda, ki so ga naši dedje vložili v to, da so kamen obdelovali iz kamnoloma, iztrgali zemlji, prinesli, obdelali in tako naprej. Mi moramo ta trud, ta prizadevanja v bistvu moramo mi ceniti. In je potem seveda še rekel, če mi ne bomo cenili prizadevanja naših dedov, potem tudi naši otroci ne bodo naših cenili. To je bilo to je on tako seveda zavil.
pri celi zadevi je šlo seveda še za mnogo drugega. Pri njemu je šlo, Plečnik je namreč zelo torej sovražil, rekel, avstrijsko-nemško arhitekturo. On je rekel, da po potresu so prišli iz Graca arhitekti, ki so iz Ljubljane naredili provincialno avstro-ogrsko mesto. Prej pa je imela Ljubljana v bistvu tiste gradbenike, ki so prihajali iz Furlanije, ki so imeli tisti, bom rekel, vtis Mediterana. To se pravi, Ljubljana je nekaj, ker Mediterana še ni, ampak ga že v zraku čutiš, in zato si je izposloval ta tole, da je naredil na teh brveh, je izrabil tedajni zakon in je dal torej javna stranišča na spodnji nivo in zaradi tega je dobil te stopnišče. Ta stopnišča, ki so pa pripeljala do tega, da je profil mosta, kot vidimo, je takšen kot v Benetkah. S tem je, ker druge ni, to so samo v Benetkah so taki mostovi in ti takoj občutiš, recimo tukaj je malo drugače. To je bilo za njega zelo pomembno. Ta druga zadeva je bila tudi, kako je on urbanistično rešil, da je en velik trg, v bistvu zdaj Prešernov trg, preko teh dveh mostov spravil v to ozko ulico, ki pa potem, to so stare slike, zdaj pač je že malo drugače, in spravil ta širok trg v ozko ulico in ga usmeril proti Robovemu vodnjaku, ki je pač eno najlepših del baročne arhitekture pri nas. To je zdaj, kot sem govoril o tem profilu tega mostu. Tukaj gor je naredil še ene bunke. On je sam rekel, da ko se mi premikamo po mostu, so zdaj ene bunke bližje, ene so dalj in tiste, ki so bližje, grejo hitrejši, one zadnje grejo počasnejši. Mi imamo občutek, kot da se eni ljudje premikajo, ko gremo po tem mostu, če prečno gledamo, in potem imamo občutek, da nismo na mostu nikoli sami. Zdaj tudi tržnice moramo pokazati, kako je bilo to včasih, torej to je bilo pred temi njegovimi ureditvami, to je bil tako imenovani šolski drevored, to so bili kostanji in tukaj so bile te, bom rekel, lope. Zaradi higienskih razlogov je potem že bilo prepovedano meso prodajati na takih lopah, ker je bilo treba imeti vodo, higieno in tako naprej. In v bistvu so te tržnice nastale iz potrebe po mesnicah. In najprej so bile v vseh teh mesnice, bom pokazal kako, in to so na razpisu dobili mesarji, vsak je dobil en takle lok, in to je bila ena mesnica, to, ki je bilo, mislim, da jih je bilo 40 ali nekaj dolga. In v resnici to ni bilo potem nikoli do konca izvedeno, je bilo, da je gor, tam je ta kolonada, tukaj je vhod in tukaj je mesnica in vsaka mesnica je imela spodaj v bistvu skladišče. To potem, torej te tržnice niso bile do začetka vojne gotove in so se potem še med italijansko okupacijo zaključovale, niso bile nikoli še čisto dokončno in šele potem kasneje, ko so jih, ne vem, kolikrat že pol obnovili, so dejansko jih dokončali na ta način, kot so danes. Tukaj je še ena stvar, ki bi jo mogoče rad samo omenil, to stopnišče, ki pelje dol v ribarnico, je zanimivo potem, da je, torej po eni strani je na fasadi, po drugi strani pa, če ga tukaj pogledamo, je za vsa stopnišča dosti neobičajno in sicer stopnice se vedno dvigujejo v desno. So desno sučne, vse stopnice zmeri, te so pa levo sučne. In tudi, torej, to je on narisal med okupacijo, med vojno in je zgleda, to je naša razlaga, da je v bistvu tiste stopnice, ki grejo pravilno v desno, so stopnice življenja, na katerih stopiš z levo nogo, ker na prvo stopnico, ker leva noga je tradicionalna za antike v bistvu noga življenja, ker je na isti strani kot srce, medtem ko je pa leva noga smrti in on je skratka bil toliko zgrožen na to vojno, da je pač naredil stopnice v drugo smer. Iz teh stopnic spodnjega nivoja so tudi lepi pogledi proti jasno mestu
In seveda nekaj tukaj manjka, to je kompleten načrt, kjer se vidi v sredini je ta pokriti most. Ta most je malo, bi rekel, nepravilno, nas malo zavede, ker reče, da je mesarski most. Torej, pa imamo občutek, ja, to bojo kakšne mesnice gor, pa ni šlo za most, ne za meso. Mesarski most je zato, ker so bile v tržnicah mesnice. V resnici je pa bilo, kot kaže ohranjen model, v bistvu šlo je za lođo na vodi. To se pravi spet most, ki ga Plečnik ne jemlje kot en navaden most, ampak tukaj kot lođo na vodi. Treba je vedeti, da je bil tudi projekt, da bi tam na mestu teh tržnic današnjih zgradili tudi novo mestno hišo. In skratka, pri mestni hiši je pa v tem kakor mestna lođa, ki bi pa pri njemu, seveda pri Plečniku bi pa bila nekaj edinstvenega, skratka, na vodi. Tega potem po vojni nekaj časa so mislili, da bi to naredili. In potem je bila tista debata, ali se to sme, ali se to ne sme, se Plečnik je umrl in tako naprej. Ampak v resnici ta zadeva je bila vsem del v bistvu celotnega kompleksa tržnic in bi bilo vse upravičeno, da bi se lahko dokončali, tako kot so katedrale, recimo včasih pač več generacij gradile po istih načrtih, zato da so pač do konca prišli. No in na koncu imamo tega sklopa še zapornice. Tukaj gor na zgornjem delu vidite, to je načrt, ki so ga oni dobili iz Nemčije, iz Mainca, kjer so jim naredili načrt, kako ne bi zapornice bile. Na spodnji pa vidimo prvi Plečnikov načrt za zapornice in tista hišca, ki zakriva te zapornice, ne bi bila elektrarna. In tudi prvi načrti so bili taki, ki jih je risal leta 1933 še Edvard Ravnikar, so tudi malo drugačne, takrat ne bi bila še elektrarna. Potem se je pa le izkazalo, da mogoče to nima smisla, ker so zapornice samo občasno zaprte, ker glavno so pa odprte in pač elektrarna ne bi delovala. Treba je povedati, da cela zadeva, vse to obljubljanci, ta poglobitev, te zapornice in tako naprej, izhaja iz tega, kako so hoteli regulirati barje. Barje je bilo kakor močvirno in oni so želeli, da bi recimo izsušili in bi bila to ena velika žitnica. In zaradi tega so te projekti celo še med nemško okupacijo so še naprej gradili to zapornico, ker so bili Nemci prepričani, da bi s tem lahko hrano predelovali na Ljubljanskem barju, kar je bilo takrat v vojni zelo pomembno. Šlo pa je za to, da najprej so hoteli z Gruberjevim kanalom povečati pretok, da bi voda padla. Potem se je izkazalo, da so od Gruberjevega kanala naredili, da je to premalo in potem so šli v nove in so rekli, mi moramo tudi Ljubljanco povečati in tudi Gruberjev kanal. In ko tik predtem so pa začeli to delati, pred prvo svetovno vojno, je pa v eno leto bila izjemna suša. In se je dejansko voda spustila in tam na barju je bila šota. In so ugotovili, da pravzaprav tudi to ni dobro in da moraš imeti ti na obeh, v bistvu Gruberjevem kanalu in na Ljubljanci, v bistvu zapornice, s katerim boš ti v bistvu reguliral. To se pravi, da ni edina rešitev, da ti samo spustiš vodostaj, ampak mora biti v bistvu spustiš, ampak ga moraš ne smejeti ne prenisk, ne previsok. In zdaj na Gruberjevem kanalu so takoj naredili to zapornico, to so pa delali v bistvu še celo vojno, in potem še to je treba povedati, da šele leta, ne vem, 53 ali 56 so dobili seveda tudi motorje in tisto pneumatiko, da se je zapornica tudi odpirala. Skratka, praktično neskončno so zamudili v bistvu za to zapornico, da danes dela. No, takole zgleda, tukaj jasno, to je kot en slavolok, ko Ljubljanica zapušča, spet simbolično, Ljubljanica zapušča mesto in Plečnik naredi slavolok, kjer se pač ona odhaja. Zdaj, tukaj so razni v bistvu elementi, to se pravi etruščanski, tole jonski steber, ki ga je seveda spet Plečnik po svoje obdelal. No in potem imamo še cerkev svetega Mihaela na Barju, ki je tudi na tem opisu, to je prvi projekt, ta projekt te cerkve je bil zelo zapleten in je bilo zmeri manj denarja in manj denarja, čeprav so mislili, kako ga imajo zmeri več.
Namreč Kozlerjeva familija je celo poklonila temu odboru Kozlerjevo hišo v Ljubljani in so mislili, da ko jo bojo prodali, ko je gospod Kozler umrl, da bojo imeli veliko denarja, pa niso nič dobili, ne. In je Plečnik moral ne vem kolikrat zmanjševati ta projekt, da bi bil cenejši in cenejši in cenejši. In tukaj je ena zadeva, ki še ni čisto gotovo med gradno, tisto, kar bi rad vam pokazal, je to, kar danes ne vidimo, in sicer, da danes sta tukaj dva stebra na vhodu, včasih so bili štirje. Štirje stebri je ena lepa simbolika, da ti si v prostoru, ki je v bistvu posveten prostor, ne, štirje stebri definirajo posvetni prostor, in potem greš ti po stopnicah gor v bistvu v sveti prostor, kjer so spet štirje stebri. Da bomo zdaj nekako videli. No, to je današnje stanje. Zaradi barja, ne, je seveda ta zvonik zelo tenek, ne, zelo preluknjen, da bi bil lažji. Tudi, kot vidimo te stene, ne, pa kraj so zelo narejene iz lesa in tako, vse zaradi tega, da bi bilo vse skupaj lažji. No, tukaj vidimo ta dva stebra, ki nekako zdaj označujeta v bistvu prihod proti temu svetemu prostoru, ko se vi dvignete gor. Plečnik se o tem ni govoril, on je govoril, da je to spodaj v bistvu je stanovanje za župnika in ena učilnica za verouk, ne, in zato, da je to cenejši, je potem ta sveti prostor dal gor, ne, to so cerkveni prostor, eno etažo višji, pa da je to mora biti dvignjeno, zato ker so bile poplave na Barju in tako naprej. To so bili takih izgovori, zato da je on lahko seveda to simboliko vzdigovanja, ne, naredil. To vidimo recimo tukaj celo primerjavo z Nukom. Vidimo, ker pri Nuku je tudi tako, da imaš si zunaj, ne, ker te on pripravi in potem greš potem v stopnico in potem na koncu prijdeš v bistvu v knjižnico, ki je ravno tako, kot je ta prostor tukaj prečno obrnen. Prečno bomo mogoče pa malo kasneje povedali, zakaj je. To je ta zvonik, ki je zelo nalukljen, da bi bil lažji. Noter v tem prostoru, cerkvenem prostoru, je pa on razdelil na 3 dele, in sicer srednji del, levi del in desni del. V zelo starih časih zgodnjega krščanstva je bilo tako, da so bili na levi strani ženske, na desni strani moški, tako kot je danes pri sinagogah židovskih, da so ločeni, ne. In Plečnik je rekel, da tukaj pred oltarjem na sredi pa ne bi bili otroci, oni so tisti, ki ne bi bili najbolj dovzetni, za njih je treba najbolj skrbeti. To je bila pač spet ena njegov pogled. Tukaj vidimo tisto, kar je zelo zanimivo, recimo, da so te stebri, ta debeli, to so v bistvu kanalizacijske cevi, ki so pač sestavljene skupaj, in v jeseni je Plečnik dal po kmetijah, ne, so razdelili te cevi in so dali šmirgl papir, ne, brusni papir, in so oni tako torej drgnili, ne, da so spolirali te cevi. To je po eni strani so rekli, da je to zaradi tega, da je to cenejše, v resnici je pa Plečnik hotel, da so ljudje, ki hodijo v to cerkev, zanjo tudi imajo nek osebni odnos, ne, da imajo to povezavo, oni so za njo delali, to je njihova cerkev, ne. To je bilo za Plečnika nekaj zelo zanimivega. Po drugi strani je pa ena skoraj, rekel, izjemen, miselni premik, da ti vzameš kanalizacijsko cev, ne, kjer je v bistvu so odpadne vode in jo po konc postaviš, obdelaš in jo daš v cerkveni sveti prostor, da ti nos in tudi označuje te 4, ne, to središče tega cerkvenega prostora. To je zelo drzna, bom rekel, zamisel. Ta druga zadeva, ki tukaj vidimo, je tudi tako imenovani ambon, to se pravi, Plečnik je bil prepričan, da se duhovščina dviguje nad navadne ljudi in da to ne bi smel nikoli biti. In zato je dal te nizke, da bi bili, ambon je čisto samo malo dvigneno, zato ker mora biti, seveda, duhovščina mora biti del ljudstva, ne nad njimi. In tukaj je še ena zanimivost, kako je najprej, ko še cerkve ni bilo, je Plečnik najprej naredil to omaro. Ta omara je bila najprej v šoli in se tako odpre, da so vrata bistveno večja, ne, in se tako odpre, se je v šolski prostor, in potem so imeli tam v bistvu ta, je bil kot oltar, ne, en tak premični oltar. No, to je ta strop, kako je pač to, tukaj se je izkazalo v bistvu, da je
prstati, ki so se zmotili, ne, da ne bi, so morda dodatne nosilce in potem te dodatne nosilce s temi lesenimi oblogami plečnik nekako zakril. V tej cerkvi tudi vidimo ene zelo zanimive zadeve, ker ljudje mogoče niti ne vejo, to so te lučke, ta leva lučka je narejena iz kavnega mlinčka, ki je plečnik iz Bosne prinesel in tudi cel aranžma je tako, ker ti na tasi prinesejo, ne, to se pravi šalce, potem pa kavni mlinček, medtem ko na desni je pa en rok, ki ga je enkrat plečnik šel po cesti in ga je v jarku najdel in je rekel, ta rok bi pa lahko mi uporabljal. Skratka, on je tak, kako bi rekel, recikliral ali karkoli je pač videl, kaj tašnega se mu izdel fino. No? In zdaj smo že do cerkvi Siškega v Šiški. Spet bomo rekli, ta cerkev je prav nekaj posebnega, v tem smislu bom zdaj takoj povedal, klasična cerkev, navadna slovenska cerkev je tako, da ima vhod, ne, nad vhodom je zvonik, potem je vzdolžna ladja, potem je oltar v apsidi. Skratka, oltar je odmaknen, od ladja je vzdolžna in vhod je za zvonikom. To je se izdelo plečniku, ki je zelo kritiziral v bistvu torej cerkev kot organizacijo, ne, je rekel, to ne more tako biti. Že vzdolžna ladja je nedemokratična. V prvi vrsti veljaki sedijo, potem drugi pa zadnji. Zato, če pa jih damo več v prvo vrsto, tako kot smo na barju videli, ne, je to bolj demokratično. Potem župnik ne sme biti gor, ne, in tako naprej. In naredil je tako cerkev, ki vidimo, da je pravzaprav tloris precej kvadraten in tale oltar je pomaknen med ljudi, to se pravi, da ni v apsidi, ne, in zvonik je pri oltarju, ni nad vhodom. In to je plečnik bil zelo en pristaš te reforme, torej te katoliške cerkve, ki je v tistih časih potekala in je nek Johannes von Akern napisal kristocentrična cerkev, to je v eni knjigi iz leta 1922. In moramo reči, da so drugi nemški arhitekti šele po drugi svetovni vojni v bistvu ta načela začeli uporabljati, plečnik je pa že kar takoj to uporabil. In sicer, zvonik naj stoji nad glavnim oltarjem, da dobi v zunanjščini poudarek tisti del cerkve, ki je liturgično najvažnejši. In veliki oltar naj se pomakne v glavni cerkveni prostor, da se uresniči beseda canona et omnium circumstantium, kar pomeni v sredi med verniki. Skratka, kailna miza naj se razprostira ob 3 straneh oltarja in zasnova notranjosti naj bo enoladijska pomočnost centralna. Skratka, kako bi v bistvu tako kot je včasih bilo, ko je pač Kristus bil med ljudmi, in tako naprej, da bi se to nekako zgodilo. In zato vidite ta koncept, to se pravi oltar, tam je zvonik, pride se na tej strani, noter skoraj kvadratni tloris, oltar čim bolj med ljudi. Skratka, to so bili njegovi konkretni poizkusi. To je tista razlika med eno arhitekturo od plečnika, ki on spremeni koncept, on ne spremeni sloga, ker drugi arhitekti v tem času so pa imeli stare koncepte, pa so jih oblačili v funkcionalistični slog, recimo. On je imel pa še vedno te stebričke in tako naprej, to ga ni čisto nič motilo. In takole zgleda seveda ta stvar v notranjosti. Tudi ravni strop, to je treba vedeti, da je, ko so našli prvo knjigo, najstarejšo knjigo Vitruvija, rimsko o arhitekturi, in se tam pišejo o baziliki in tako naprej, to so bile knjige, ki so bile popolnoma brez vseh risb. In je potem, ko so jih ponatiskovali, so sčasoma tudi, torej v dobi renesanse, in kasneje so sčasoma tudi jim dodajali risbe. Eno izmed teh izdaj je opremil Palladio in on je naredil tako baziliko z ravnim stropom. In to je bilo, taka bazilika je bila za plečnika v bistvu nekako in tak ideal. Ta cerkev ima tudi to stebrišče in ima okoli obhod. Torej, ta obhod, po katerem grejo ljudje. In to še danes sem govoril z določenimi ljudmi, ki to mašujejo, zelo moti, ker oni imajo tam levo zadnji zakristijo in on pravi, jaz pridem do oltarja, med tem mi pa tukaj hodijo ljudje. To se pravi,
to jih moti. Ne? In Plečnik je pa ravno to zato naredil, ker je rekel, ne, oni se morajo mešati med sabo. In celo je škofija v bistvu ustavila gradnjo te cerkve, češ da ni dovolj krščanska. Prav zaradi tega, ker se to meša. No, to sam tako povem. No, in to je ta obhod s temi mogočimi stebri. In tukaj je pa zanimivo, zraven je pa en oltar svete Elizabete s sliko Matere Božje. To se pravi, sveta Elizabeta je tale kip, ki so ga imeli že odprej, slika je pa Mater Božje iz Svete gore nad Gorico. In tukaj je zanimivo, kako je Plečnik pravzaprav pristopil do tega. Ne? Njega ni čisto nič motil. Ta kip je bil narejen, kot ga vidimo, zato, da bi bil pokonc, ne? Ampak on mu nekako ni šlo na ta oltar, pa ga je postavil, dal en val, ne? Da sloni glava in tudi ta slika, ne? Iz Svete gore, mu nekako ni bila všeč in je popolnoma preglasil za tem ogromnim kamnitim okvirjem. Skratka, to je bil pač njegov pristop. Pri cerkvi so že zanimive še lučke. On je imel, kako bi rekel, en nabor enih načrtov za lučke in so ljudje, ki so hoteli darovati za cerkev, so prišli, so zbrali svojo lastno luč in je potem one visijo gor. Ne? In tukaj, vidite, tukaj spodaj piše, kdo, kjera rodbina je to darovala. To se pravi tisti, ki so več darovali, kakor bi pa nas rekel, generalni sponzori, ne, so dobili pač svoje lučke. No, omeniti moramo še tako imeno zimsko kapelo, ta je bila narejena še po Plečnikovi smrti. Zimska kapela, zato da niso greli cele cerkve. Bil je tudi krstilnica in potem seveda zakristija, ki je tudi zelo lepa, če si jo lahko ogledate. In seveda ta zvonik, ki je tukaj v krogu in, kot sem rekel, stoji ne nad vhodom, ampak na zadnjem delu cerkve. No in na koncu pridemo še do Žal, kot zadnji sklop. Torej, tukaj vidimo, kako so bile Žale pred ureditvijo. Ta cesta se je imenovala med Hmeljniki, torej domnevamo, da so bili kakšen hmelj tukaj, drugače so pa zdaj Plečnikove Žale so tukaj na desni strani, ne, ker vidimo, da ni nič. In seveda tista zadeva, ki je tukaj zelo zanimiva, je v tem, da spet je Plečnik se izmislil nekaj novega. Ne, to se pravi, tukaj imamo ta upravni objekt, ki je na eni strani je bilo nekaj časa tudi prosektura, na drugi strani je bila uprava, danes je svet malo drugače, nekje naročaš pogrebe, na drugi strani ti prodajajo truge in žare. Torej, od Plečnika so hoteli v bistvu imeti prosekturo in mrtvašnico. Ne? In on je pa potem bil proti temu in je rekel, mrtvašnica, to je tako, kot da imaš trupla v izložbi. Ne? Je rekel, to ni nič. Ne? In on je hotel imeti v bistvu eno vrt vseh svetih, kjer so te pogrebne kapele noter. Te pogrebne kapele imajo, kakor vidite, različna imena in sicer ne vsa, ampak recimo kapela svetega Nikolaja, ne, to so te cerkve, ne, sveti Peter, ne, in tako naprej, Frančišek, ne, to so cerkve, ki so v mestu, ene pa seveda tudi niso, ne, cerkve, ki je še nekaj dodal, ne, Ahaca ni, ne, je bil nek svetnik za Krajinsko deželo, recimo, ne, in tako naprej. Ampak to pa ne pomeni, recimo, da če je kapela svetega Nikolaja po stolnici, da ima kakršnokoli formalno povezavo za stolnico, prav nobene nima. Poleg tega tudi ni tako, da bi, če si ti, recimo, v fari svetega Nikolaja, da boš poleg tudi iz te vešče pokopan. To ni, tukaj ni bilo teh pravil, ne. In tisto, kar je mogoče še najbolj zanimivo zame, je to, da tukaj imate na koncu tudi kapela Adam in Eva, to je kapela Adam in Eva nista bila vernika, ker še ni bilo, ne, ker sta bila še izgnana iz raja in tukaj ne bi pa za tiste, torej simbolno tiste, ki niso verniki. Tisto, kar je Plečnika zelo zanima, so ta stebrovja, ki jih tukaj vidimo, na temu oboku, ki je simbolno, ne, to je med življenjem in smrtjo, ne, ki greš potem tam v mesto, na Žale, dejansko na pokopališče, to je mesto
mrtvih, ne? Tukaj smo pa še v mestu živih. V sredini je tale molilnica, kjer je ta katafalk, ne? In tisto, kar je zelo zanimivo, je, da so te govori, ne, so dejansko pred vhodom v molilnico. In molilnica je zastrta z enim stebrom. Vi ne boste v antični arhitekturi nikoli videli, da je steber v sredini. Zmeraj sta dva stebra, imate potem prehod skozi. Ampak tukaj je bilo za Plečnika in poseben primer. Tukaj greš ti v to molilnico, ki si zelo žalosten. In ti ne greš tako na velika vrata v to, ampak ti se kako bi rekel, zmuzdeš iza stebra, da te nobeden ne vidi, ker si šel, ker ti nočeš, da te ljudje gledajo. In tukaj je, kako ta zadeva noter je urejena. To kažem, zato ker ni zmeraj odprto. No, in potem so pa različni primeri arhitekture. Naprimer, eno je ta gomila, tukaj gre v bistvu za etruščansko gomilo, ki, kot bomo videli, recimo na otvoritvi, je bila spet, tako kot so bile tiste stare slike, to je bila julija 40, spet prekrita s travo, ki potem te trave danes ni več. Potem imamo interjeri, so vsak drugačen, vsi ti križi so posebni, potem ena je nekako posvečena, bi rekel, grški arhitekturi, ampak spet narobe, ker v grški arhitekturi nikoli ni steber na sredini, poleg tega tudi kanelure na grških stebrih so drugačne in poleg tega grejo do vrha. To so vse njegove interpretacije, kako ne bi to bilo. Ta dvojna kapela Jakoba in Marije, recimo, je pravoslavna cerkev, torej pravoslavna arhitektura, medtem ko je recimo Sveti Peter, je torej turška arhitektura, to je tako kot en vodnak, turški, in tako naprej. Medtem kot Sveti Frančišek je nekako spomin na njegov prvi projekt za Zaharovo hišo. Spet so te interjeri, ki so zanimivi, če jih lahko kdajkoli vidite, in potem na koncu imamo to kapelo Adama in Eve, ki je pač drugačna, in ima že spet en tak prehod, kot izgon iz raja, je ta prehod. In prav na koncu imamo te delavnice. To so bile mizarske delavnice, tukaj so delali truge, rakar. In zaradi tega je bil gor, je bilo dvignjeno in so sušili les, spodaj so pa te rakve delali. In za Plečnika je bila to ena zelo pomembna zadeva, ker je on rekel, ko bom umrl, bom skozi v tej trugi. Zato je, kako se ta truga naredi, zelo pomembna. V resnici je tukaj malo Semperja, pa malo bevronske umetnosti. Semper je teorija, ko on govori o primitivni hiši, da ima en element je podstavek, potem drugi element je ogenj, ognjišče, kjer je tretji element je konstrukcija in streha in četrti element so stene, ki so pa v prvotni hiši pletene. In tukaj vidite, da so te stebri, ki nosijo strehe, ločeni od samih zidov, medtem ko so zidovi v nekem smislu kot tebihi, narejeni v kamnu. Tukaj je še ena zanimivost, da je gor so te svetopisanske v bistvu zgodbe na način, kakor so bevronski menihi skušali reformirati to crkveno umetnost, in tukaj gor imate kar Plečnika samega tudi, in tukaj je en tebih, v bistvu, ki je spremenjen v kamnu, ampak je v bistvu tako kot tkanina. In ja, to bi bilo vse, mislim, da smo toliko bili predolgi. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Kravski, najlepša hvala.